Spoštovani gospod predsednik, gospod Nadškofa, gledate domoljubni kviz, nimaš pojma! Pred nami je veliki finale. V kvizu je sodelovalo 12 domoljubov, ostala sta samo še 2 in nekdo od njiju bo nocoj postal prvak v domoljubju. Levo je župan Zoran Janković. Lep pozdrav, super ste navijači, daj jači. In desno, zunanji minister Karol Erjavec. Dober večer in hvala za vso podporo. Ne bom vas razočaral. Spoštovana finalista, veljata za presenečenje kviza. Malo kdo je ravno vaju pričakoval v finalu. Stavnice so na začetku najbolj kazali najbolj glasnim domoljubom, ne? A vsi so že zdavnaj izpadli. Kako si to razlagate? Ja, veste, kaj pravijo. Pes, ki veliko laja, bolj mal grize. Sicer pa, jaz sem tega že navajen. Na vsakih volitvah presenetam, pa me še vedno ne jemljejo resno. Jaz sem svojo teorijo o tem. Jaz pravim, da se domoljubje, da kaže obahadjo zastavi, da postavlja v graj, ampak je domoljubje tisto, kar imaš v glavi, da si v srcu. Se pravi, razuplo srce, to je prava formula. Ok, pravila poznata, vse isto kot doslej, 3 vprašanja po principu, kdo bo prej, in pa zadnja finalna igra, ki ponavadi odloča o zmagovalcu. Prvak prvega domoljubnega kviza bo domov odnesel tale pol tone težak pokal, ne. Poraženc pa dobi 3 tolažilne doze hormona sreče, ne. Kakšno vprašanje? Ne, ok, ste kaj nervozna? Ja. Dame in gospodje, čas je za domoljubni kviz, nimaš pojma! Pravilno odgovor na prvo vprašanje vreden 5 točk. Ste pripravljena? Ok. Slovenci smo prvi celovečerni igrani zvočni film dobili leta 1948. Režiral ga je France Štiglic. Povejte mi naslov tega filma. Imate 3 sekunde. Prvi je bil gospod Janković, povejte. Moj odgovor je Kekec. Ko se je spet falil, Niti ne, sam 3 leta, ne. Prvi Kekec Jožeta Galete je bil posnet leta 51. Gospod Erjavec. A je to bil mogoče ples v dežju? Ma nimata pojma. Sranje, kater pa je pol? Za prvi slovenski celovečerni zvočni film velja film Na svoji zemlji. Tresla sta se oba, a rezultat ostaja nespremenjen. Ok, začela sta na nož brez taktiziranja, kar me valjda veseline. Drugo vprašanje. Pravilno odgovor prenaša 10 točk. Dobro poslušajte. V kateri slovenski regiji zdravniki napišejo največ receptov za antidepresive? Gospod Erjavec, izvolite. Ja, tukaj prideta v poštev samo 2 regiji. Ali je Prekmurje ali pa Zasavje. Za katero se boste odločili? Bom rekel, da je največ depresije v Zasavju. Odgovor je pravilen! Zakaj depresivcem ne predpisujejo hormona sreče? Ful pomaga, res. V Zasavju letno predpišejo toliko receptov, da zgleda, kot da je na antidepresivih kar tretjina prebivalstva, ne. A mogoče veste, katera regija je najmanj depresivna? Ja, jaz bi rekel, da Ljubljanska, ne. Meni se zdi, da so še najbolj normalni Gorenjci. Oba imata prav, obe regiji sta daleč pod slovenskim povprečjem. Minister Erjavec vodi z 10-0. Ok, smo že pri 3. vprašanju za 15 točk. Dobro razmislite, vprašanje se glasi takole. Po katerem znamenitem Slovencu se imenuje krater na Luni? Gospod župan, povejte. Ja, jaz mislim, da je ta zabdit Slovec Herba Potočnik. Jebi ga, nima sreče do coj, ne. Edini Slovenc, ki ima svoj krater na Luni, je matematik Jurij Vega, ne. Rezultat ostaja nespremenjen. S prvim delom kviza smo končali 3 vprašanja, 1 pravilen odgovor. Od možnih 30 točk ste jih osvojili zgolj 10. Ne, osvojil sem jih jaz. Kolega Janković je še vedno na 0.
Sam počak, kolega, ne, bomo videli, kdo se bo zadnji smel, ne. Ok, v redu. Pred nami je finale finala. Elektriko smo izklopili, vse še odprto, se finale prinaša največ točk. Tisti, ki se bo bolj približal pravilnemu odgovoru, dobi 20 točk. Po pravilih kviza prvi odgovarja tisti, ki je doslej zbral več pik. Odločilno vprašanje, seveda zadnje vprašanje, vam bo zastavil naš največji filozof, dr. Slavo Žižek. Pozdravljeni! Finalno vprašanje finalnega kviza se glasi takole. Dobro prisluhnite. Koliko traja en povprečen slovenski seks? Hvala, maestro, imate 5 sekund za razmislek. Čas je potekel, gospod Erjavc, odgovarjate prvi. Ja, glede na to, da nisem nek strokovnjak za seksualna vprašanja, bom bolj ugibal. Po moje vse skup traja največ pol ure, pa nič več. Sem prav slišal, pol ure. Ja, ene pol urce je maksimum. So te druge posebej, kaj? Ne, nič ne sodam, samo ugibam. Prav, gospod Janković, odločiti se morate, ali povprečen slovenski seks traja več ali manj kot 30 minut. Če odgovorite prav, boste veliki zmagovalec domoljubnega kviza, če ne, boste zgubili in ostali na nuli. Ja, povprečen seks, ne, zdaj odvisno, kje pa s kom, ne. Jaz bi rekel, ne, pride skupaj s predigro, več kot pol ure, ne. Pravite, da povprečen slovenski seks traja dlje kot 30 minut. Definitivno, ne. Vaš odgovor je napačen. Zmagovalec domoljubnega kviza je Karel Erjavec! To, dajmo vsi skupaj. We are the champions, we are the champions. Dobro, ok. Uradne raziskave pravijo, da povprečen slovenski seks traja natanko 25 minut. Gospod Janković, kva je bilo tole danes z vami? Nič od nič. Ja, vem, ne, katastrofa, ne. Nisem to prav, ne. Malo treme je bilo, ne, pa mi klikarji glih niso delali, tako kot treba, ne. Jaz bi se sam pravičil, se oblačil vlačakam, če se bi izočaril, ne. Prav nasprotno, gospod Janković, jaz sem pripričan, da ste si z odgovorom na zadnje vprašanje pridobili širok krog novih fenic. Saj nekaj, ne. Karel Erjavec, iskrene čestitke. Malo kdo bi pred začetkom kviza stavil na vas, ne. Saj ni bilo prvič, da so podcenili moj potencial. Glavno, da upokojenci še naprej verjamejo vame, za vse ostalo me pa boli džoko. Ok, kam boste postavili tale pol tone težak pokal domoljubja? Ja, to še ne vem. Najprej moram najti enega viličarja, da ga odpeljam. Ok, v redu. Spoštovani gledalci, spoštovani gledalci, spoštovana publika, to je bil naš zadnji domoljubni kviz. Muziko je vrtela DJ Lorela, mi pa se valjda zopet vidimo, ko bo napočil čas. Adio, fajn bote, ajde, thanks, pa.